povem v imenu Šankroka, da se ogromno in še enkrat še bolj zahvaljujemo pivovarni Laško, ki nam zadnja 3 leta ogromno pomaga in verjemite, če ne bi bilo laškega piva, verjetno Šankroka ne bi bilo več. Zato za vas in za vse ostale, ki imate radi skupaj z nami Laški pir, posebej pa za našega prijatelja Jodlija, Laški pir. Po dnevi in po noči le piva si natoči, Laški pir. Zdaj slišimo himno Laškega, ki je nastala kdaj? V začetku 90-ih, 91, ja. Tam nekje, ja. Četrti album je bil 91. Ja. Zakaj je takrat ta himna sploh nastala? So vas tam iz Laškega prosili, ste se sami odločili Šankrok? V bistvu je bil tak, kako bi rekel, ta pesem je bil produkt našega poznanstva z ljudmi iz pivovarne, z našimi prijatelji, v bistvu vsaj jaz sem dostikrat šel v Laško in nekako takrat je Šankrok bil dejansko res na svojem prvem vrhuncu karijere po 3. albumu in so rekli, zakaj pa vi ne, če imate tako radi Laško pivo, še kako mat napisalo Laško pivo in tako je bilo. Ja, pa tudi takrat je bilo zelo to rivalstvo Union Ljubljana, Štajerska, Laško pivo in je nekako tudi iz tega ven je nekako prišla ta ideja o patriotizmu, pripadnosti, Štajerci, ne. Ampak tudi malo ljubezni do piva je bilo ali je bil bolj viski? Tudi do piva in še česa drugega, kar sedaj vedno to vse manj in manj. Ja, ampak je še vedno ljubezen do piva. Postajamo zeleni in trajnostni. Ja. Zdaj sem malo gledala program. Zdi se mi, da starejši so bolj rockerji, mlajši so pa vsi malo bolj zabavno narodni, narodno zabavni. Se mi samo meni zdi, ali je res tudi na tem festivalu, če pogledamo program? Veš kaj, festival se menja vsako leto program, recimo lani je bilo kar nekaj mladih rockerjev. Mi smo nekako edini neka zvezda, stalnica, ampak predvsem smo na želji organizatorjev. Tudi mi bi radi mogoče kdaj naredili kak mičken predaha, pa dali prostor drugim, ampak smo pa po drugi strani zelo veseli, no, da nas želijo tako organizatorji kot obiskovalci festivala. Ja. Nastopili boste za dan D, za vami pa ne veste? Za nami pa, kot vidiš, tudi mi ne vemo, kdo bo ta tujc, ne? Ali tujka. Pustimo se presenetiti, v bistvu mi itak svoje gremo narediti, ne? Smo pa veseli, da so še naši frendi dan D zraven, kar pomeni, da bo pred koncertom, na koncertu, po koncertu zabavno med našimi prijatelji, publiko, tako da kdo bo pa za nami pa, glej. Tokrat bo odpel kaj od Šankroka, jaz pa kaj od Dan D, pa tako da bo zanimivo, ja. Jaz se spomnim, da pred leti je bil na pivu in cvetju Steve Stevens, pravi kitarist od Billy Idola. A pričakujemo tudi letos enega rockerja, najbrž pa rockerco? Ne, to vprašanje ni za naju, ampak za Urbana Centro, za glasbenega direktorja. A on noče povedati. Kaj pa vi, kakšni novi projekti? Pogovarjamo se in res srčno upamo, da ne bo ostalo samo na pogovoru. Bo, neki bo. Ja, če ne plošča, pa vsaj kak single, nov video spot, kaj takega, sigurno. Imamo voljo, imamo zagon, smo še mladi. Imamo časa, smo mladi. Časa na pretek. Ne vidimo nekih hudih problemov. Ne. Super, hvala. Prosim. Hvala tebi. Po dnevi in po noči